Robi večkrat reče, da sem jaz kriv, da je on začel sploh z Apple delati. Moram reči, da kdor začne enkrat delati z Macovimi računalniki, nikoli več ne gre nazaj na PC-ja iz enega preprostega razloga, ker imaš bistveno manj sivih las z računalniki, načeloma ne crkujejo, ni problemov z operacijskim sistemom. Pa ne bom zdaj delal EPP-ja, ker ni to moj namen. Predvsem bi želel vam povedati, da je delo s temi računalniki dokaj enostavno. Ravno zdajle v teh nekaj dnevih sta dva moja prijatelja kupila Macove računalnike. Eden je šel na Pro verzijo za obdelavo video, ker ima video produkcijo, in oba sta me nehala po 2 dnevih klicariti, kako se kaj naredi. To se pravi, je zadeva dokaj enostavna. Jaz se večkrat pošalim, da je enostavna, in tudi Maci so priljubljeni v Ameriki ravno zato, ker je pač izobraževalni sistem v Ameriki manj obsežen kot pri nas in tako narekovaj, da ste Američani lahko delajo z Macovimi računalniki. Robi je govoril veliko o iLife-u, o skupku programov, ki mu pri Apple rečejo iLife. Trenutno prihaja na trg verzija 0.9. Kar bomo delali zdaj, kar vam bom pokazal v verziji 0.8, ker še ni program v zaključni verziji zunaj, pride mislim, da konec februarja, in potem ga bomo imeli tudi v kompletu v naših trgovinah. Eden od elementov ali eden od programov je iPhoto programček, ki je namenjen domači uporabi oziroma nezahtevnemu uporabniku, nezahtevnemu fotografu, kar je velika večina. Fotografija je postala sestavni del življenja vsakega človeka, skoraj vsakdo med nami ima digitalni fotoaparatek, če že ne drugače pa na telefonu, in temu je namenjen iLife. Vsem ostalim, ki se ukvarjamo z fotografijo, tudi malo bolj, ali pa bomo rekel drugače, tako kot gospod Gajšek, pa tudi ne nazadnje jaz, pač ne obdelujemo fotografij v iPhoto. Imamo iPhoto, predvsem jaz osebno zato, da z njim naredim spletno galerijo in nekomu, za katerega sem fotografiral, na ta način, na hiter in enostaven način pokažem celo serijo, ne vem, 400-500 fotografij, iz katerih si lahko zelo hiter izbere tisto, ki jo želi za tisk, da se potem še naknadno in dodatno obdela. Zelo preprost način vnosa fotografije v iPhoto, jaz imam tlele pripravljene fotografije, ki jih enostavno samo potekam na mizje iPhota in mi tako izdela event ali dogodek. Te fotografije nisem poslikal jaz, ampak jih je gospod Gajšek. Ko kliknem na event, so fotografije že noter in zelo enostavno tudi vsako posamezno fotografijo pogledam. Seveda jo lahko tudi obdelam z pritiskom na klik Edit, lahko popravljam barve, lahko sliko osvetlim, otemnim, lahko dodam barvno nasičenost, lahko dodajam kontraste in tako naprej. Skratka, programček, ki je za vsakega povprečnega uporabnika oziroma vsakega povprečnega fotografa več kot dovolj. Fotografije z njim lahko katalogizirate, jih imate po eventih spravljene. Vsako od teh fotografij lahko tudi obdelate, vsaki od teh fotografij lahko dodate tudi ustrezen izrez, s katerim se, ne vem, kvaliteta same fotografije izboljša. In je fotka pripravljena, se pravi, za uporabo. S tem lahko, ko pritisnemo na tipko dan, s fotografijo naredimo več stvari. Torej, lahko naročimo knjigo, seveda lahko to tudi mi naredimo, samo potem je transporta te knjige potem iz Amerike nazaj do nas. Vsa ta naročila, izdelave knjig, koledarjev potekajo
preko, se pravi, so v Ameriki, niso pri nas, kar pomeni, da za nas ta delček ni toliko uporaben. Uporaben pa je zato, da si fotografijo sprintamo, oziroma da jo nekomu pošljemo po e-mailu, enostavno izberemo velikost, kakršno želimo, jo iPhoto konvertira, naredi ustrezno velikost, upišem samo še e-mail, jaz sem Robert Gajšek, in mu jo pošljem. To je ena izmed takih sila enostavnih in izredno hitrih operacij, ki lahko z iLife-om naredimo. Tista stvar, ki pa mene osebno najbolj navdušuje, pa je to, da enostavno potegnem dogodek Apple na ikono MobileMe, in mi ustvari spletno galerijo, vidite, da se je začela tukaj, kjer imam že MobileMe galerije, se je ustvarila galerija Apple in je začel brez problema takoj, sicer preko mobitelovega interneta, nalagati te fotografije na mojo spletno galerijo. Zdaj bom povedal, kako do te spletne galerije pride oba. Z gospodom Gajškom sva si preko Apple naročila tako imenovan .Mac ali Mi account. To je prostor na strežniku, na Applovem strežniku, ki ga pač letno najameš. Ta najemnina je okrog 50 €. S tem dobiš dostop, neomejen dostop do tega strežnika oziroma do svojih 20 giga prostora na njihovih diskih in z njim lahko delamo praktično vse te napredne funkcije, ki jih Apple omogoča. Ena izmed najbolj čudovitih stvari, ki jo bom pa pol kasneje pokazal, je pa sinhronizacija med večjimi računalniki. Če se, jaz imam recimo 4 Mace, 4 Apple, imam notebooka, imam doma mašino na mizi, pa ima žena svojo in tako naprej. In mi dva si sinhronizirava koledar. Seveda pa imam v MobileMe account prijavljenega tudi iPhone-a, ali pa katerkoli drug telefon bi lahko prijavil, ker je tudi Windows kompatibilen. In ko jaz v telefonu na nekem sestanku vnesem datum in uro sestanka, ga telefon avtomatsko pošlje preko tega MobileMe accounta na moje vse računalnike. In na vseh računalnikih bom imel ta event vnešen in ne more se zgoditi, da bi nam pozabil. In obratno, če ga vpišem na notebooka, mi ga pošlje tudi na telefon. Kar je ta čudovita zadeva, ki jo MobileMe account omogoča, pa bomo o tem malo več potem v eni izmed naslednjih predstavitev. Se pravi, ko on nalaga fotografije na MobileMe account, lahko potem enostavno kliknete na ikono Povej prijateljem in vam izdela mail, v katerem avtomatsko prenese tudi ikono, na katero vaši prijatelji samo kliknejo na gumbek View album in jih, oziroma odpre to mojo spletno galerijo, na kateri lahko pogledajo. Zdaj, če želite, bom pač odprl eno, dokler to naloži. Pač ta je gor, nekaj sem slikal za eno firmo. Na ta način lahko potem pogledajo fotografije. So seveda samo oni vidijo, oziroma vidi jih samo tisti, ki mu jaz mail pošljem, in fotografije lahko torej povečajo. Glede na to, da sem pač na mobitelovem internetu, stvar laufa malenkost bolj počasi, ampak še zmeraj zadovoljivo, da se da te stvari pregledovati.